najbolj aktualna točka je bila mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravici do zimskega regresa ter ponovni tej prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Zakon je bil lansiran s strani poslancev že par tednov nazaj, razburuje različne javnosti. Zaradi tega zakona, ki je bil vložen v Državni zbor, je bilo sklicanih kar nekaj izrednih sej. Odzivi na ta zakon so bili različni. Kaj je prinašal? Ta zakon je obetal olajšave oziroma razbremenitve enega subjekta, gospodarskih subjektov, to pomeni normirance, normirane espeje, kar pa je razdvajalo socialne partnerje. Ta razbremenitev bi za sabo potegnila tudi manjša sredstva v dve glavni blagajni, v pokojninsko in v zdravstveno, zato so bila tukaj mnenja deljena. Vsekakor delodajalske organizacije tej pozitivni nameri razbremenjevanja nismo nasprotovali, bili smo pa kritični, kajti mnenje, tudi naše mnenje je bilo, da je zakon nedodelan, nedomišljen in da bi bilo treba najti rešitev, ki bi razbremenila vse subjekte na trgu dela in ne samo določenega segmenta. Zdaj, na samem začetku seje so nas s strani vlade presenetili z informacijo, da je bil ta zakon umaknjen z dnevnega reda, da ga bo oziroma ga je med trajanjem seje nadomestil nov, drugačen zakon, iz katerega so nekatere namere umaknjene. Skratka, bili smo zelo kritični predvsem do tega, kako se zakone vlaga in kakšna je njihova vsebina, saj tudi ta zakon nagovarja določeno volilno telo, da bi bilo bolj naklonjeno predlagateljem v času volitev.